Živijo otroci, spet je tu za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Medvedja skrivnost. Dolga leta je mali medvedek z rdečo pentljo nepremično ždel na knjižni polici. Kožušček se mu je zmršil in obledel od prahu. Le njegove oči so se še vedno iskrile, tako kot prvega dne, ko ga je neki otrok ljubeče stisnil k sebi. Ta medvedek je izginil prvi. Tiho se je odplazil skozi vrata. Ledeni zimski piš ga je zmrazil. Tako tudi ne, saj je imel na sebi le pentljo, tesno privezano okrog vratu. Odločno je odtacal v mrzlo noč. V zapuščeni lopi se je pritajil. Od vse povsod v mestu so prihajali medvedje. Prikradli so se iz otroških sob in iz skladišč, zlezli iz košar za igrače, zapustili izložbe in se spustili z božičnih drevesc. Korakali so drug za drugim. Puhasti korenjaki s kapami in rokavicami, imenitni mehki debeluščki, suhci s kodrastimi kožuščki, ljubki drobiški, oblečeni kot angelčki. Ni jim bilo videti konca. Komaj so se vsi zbrali, že je v cerkvenem stolpu odbilo polnoč. Zadovoljno je mali Medo opazoval množico. Glavo je obračal zdaj levo, zdaj desno. Potem je nemo prikimal. To je bil znak. Tisoči mehki, žametastih kosmatincev so se začeli riniti na prostost, da bi kar se da hitro zagrabili za delo. Neslišno so splezali čez balkone in strehe v hiše, so se spustili v kamine in splazili skozi line za mačke. Njihovi nezmotljivi smrčki so jih privedli naravnost do božičnih daril, ki so pripravljena čakala na veliki dogodek. Z neverjetno naglico so medvedje odvijali vse, kar jim je prišlo v šape. V svoje torbe so vtaknili stekleničke parfumov, kocke, drsalke, plastične avione in barvice. Izmuznila se jim nista ne salama, ne poslikan obešalnik. Namesto daril so v ovojni papir zavili majhne listke, popisane s kracasto medvedjo pisavo. Potem so smuknili, tiho in nevidno, kot so prišli, spet nazaj v otroške sobe, izložbe in skladišča. Medvedja nočna akcija je poskrbela za pošteno presenečenje. Otroci so jokali, ko so namesto igračk, ki so si jih želeli, za božično darilo dobili le popisane listke. Mame in očetje so pomoč iskali pri sosedih. Darila pa so izginila povsod in nikomur ni bilo jasno kam. In nihče ni vedel, zakaj. Dolgo so ljudje žalostno posedali po svojih domovih. Nikomur ni prišlo na misel, kaj pomenijo skrivnostni listki. Izgubljeno so prebirali nežne, prijazne stavke. In potem ponovno, pa še enkrat. In večkrat, ko so jih prebrali, topleje jim je bilo pri srcu. Na listkih je bilo z okorno medvedjo pisavo zapisano: Rad te imam. Vedno mislim na te. Kmalu te obiščem. Takrat so se ljudje spomnili osamljenih someščanov. Na božični večer so še bolj sami kot ponavadi. Hitro so se oblekli v najtoplejša oblačila in jo mahnili na pot. Obiskali so babico v domu upokojencev, teto, ki vedno sama sedi ob oknu, moža, ki strašansko pogreša svojo družino. Niti en človek v mestu ni ostal sam. Izza razsvetljenih oken sta se zaslišala smeh in glasba. Zapeli so in se veselili. Vedno pogosteje se je zaslišalo voščilo: Vesel Božič vsem skupaj! V globok in spokojen spanec se je pogreznilo mesto to noč. Ljudje so se smehljali v snu, saj se jim je zdelo, da so doživeli čudež na božični večer. In medtem, ko so spali, so mehke medvedje šape vrnile pogrešana darila nazaj pod božična strevesca. Mali medvedek z rdečo pentljo negibno sedi na knjižni polici.
Njegov kožuh je zamršen in skuštran. Le njegove oči se spet iskrijo kot tistega prvega dne, ko